Danes sem šel v Primošteno na avtobus, sem pa prispel v Šibenik in peš do Marine Mandalina, kjer prevzamem katamaran Lagoon 42. Moja prtlaga, imam pa 2 km pa pol zdaj za pešiti. Po skoraj eni uri hoje čez Šibenik peš s prtlago sem prispel v Marino Mandalino. Se spomnim, da sem že enkrat tukaj bil, tako da izgleda. Zdaj pa moram najti naš katamaran, da ga prevzamem. Zapuščamo Šibenik. Prevzeli smo Lagoon 42, 2019-letnik, lep, dela vse. Tako da zdaj pa zapuščamo kanal, tle gremo čez tale kanal ven iz Šibenika, pa bomo nadaljevali proti Visu. Evo, gremo čez kanal ven, malo pihljati, da upam, da bomo kaj jadra danes, da vidimo, kako tale stvar leti. Zdaj gremo recimo na 1500 obratov, gremo dobrih 6 vozlov. Za nami Šibenik, to so naši inštrumenti od BNG-a, ploter. Pred nami so delfini, videli, če bodo plavali z nami. Smo se zasidrali, vezali nazaj na kopno, zdaj grem pa tale malo na tale otoček pogledati, kaj je kaj tukaj. Če kaj zdaj videti, tukaj čez je Rogoznica. Vse je zapuščeno, škoda, lep otok, lepe. Tukaj sem videl prelet od enega divjega zajca. Glede na to, da govorim, po moje že zbežal. Je pa tole vrh tega otočka. Sem pozabil zdaj, kako se mu reče. Tukaj dol smo mi na sidru. Pa se še zdaj še malo tole pogledati. Vis, Svetac, Jabuka je pa tam nekje. Tukaj sem videl prelet od enega divjega zajca. Glede na to, da govorim, po moje že zbežal. Je pa tole vrh tega otočka. Tukaj dol smo mi na sidru. Pa se še zdaj še malo tole pogledati. Vis, Svetac, Jabuka je pa tam nekje. Tako da naredil sem en krog po otoku, mogoče bi bil celo fajn za teči, sem veliko krogov bi mogel narediti. Ti, ki so bili na obali, vidim, da so že skoraj vsi odšli, tako da bomo zgleda sami na tem otoku zdaj prespali. Jutro, danes sem spal tukaj v tej prvi kabini na katamaranu, ki je taka manjša. Tukaj imam izhod in vhod v kabino. Še tukaj pogled skozi tale stransko okenček. Tale pa čista voda. Zdaj pa začenjamo nov dan. Če gremo malo še ven iz moje rezidence. Tole je naša paluba.
Evo ti, tukaj imamo tako lepo mrežo, na kateri lahko hodiš, ležiš, vidiš vodo od spodaj. Ja, to je salon naš, si lepo zaprt, zaščiten pred vetrom in dežjem. Tukaj gor imamo veliko prostora za počivati, tam so še blazine za vleči. Tukaj je skiperski del, kjer je vsa navigacija. Tudi vrvi so vse večinoma speljane tukaj, tako da ni treba nikamor hoditi med samim jadranjem. Tukaj od spodaj pod mano so kabine. Vsaka kabina ima svoj WC. Super je. Tole zgleda po trupu kabina. Ena kabina, druga kabina, pogled skozi okno ven. Tole so pa WC-ji, pa tuš in na drugi strani isto. Danes zjutraj smo štartali iz Paklenih otokov in smo zdaj pripluli do Korčula, tu pred nami je Vela Luka. Zdaj se gremo pa tamle v en zaliv sidrat ali pa vezati na bojo, kopati, potem pa naprej. Smo krenili s Korčule proti Visu, malo kontra veter, tako da gremo kar na motor. Na 2 urci imamo do tam. Tole pred nami je pa Komiža. Samo pa tukaj nekje za sidro. Danes zjutraj smo prispeli s Komiže na Vis. Imam pa tukaj le sidro, počakal. Globina glih ni idealna, ampak počakati bo v redu.
Zdaj je čez nosno, ni niti vročine. Tako da lušno. Takole se pa da. To pa je uživanci. Ja, to je pa vis. Malo zelo spravo. Evo, zdaj pa že piha 40 vozlov, je bil sun. Trenutno 34 vozlov. Še trajekt je malo nagnilo. Evo, jadrnici pred nami je strnilo jadro, Genovo. Morajo kar pihan tudi zunaj, je to dobro. A ima pa čist zunaj jadro. Ja, ja. A, ni Genova, to je Genaker. Svim brodovima ovdje Split radio, vremensko izvješće za Jadran objavljeno od Pomorskog meteorološkog centra Split. U srednjem Jadranu mjestimice udari sjeveroistočnog i sjevernog vjetra 35 do 45 čvorova, moguće su nevere. Rijeka sjeveroistočni 4 čvora, more 2, vidljivost 20 km, pretežno oblačno, tlak 1011 hektopascala. Že drugič zapuščamo otok Vis in gremo proti Šolti oziroma Malem ali pa Velikem Drveniku. Se bomo še odločili, kje bomo danes prenočili. Nevihte so šle vse čez, zaradi otrok nismo hoteli iti na odprto. Tako da smo lepo imeli kosilo, pa skopali smo se, zdaj pa lepo nadaljujemo naprej. Lepo jadramo, skoraj 6 vozlov. Nevihta prihaja, gremo zdaj najbližje za Vetje, ker bomo sidrali in prispali. Ura je 6 popoldne zvečer. Tam se vidi, kako zunaj piha, so valovi. Piha tam okoli 40 vozlov. Danes sem poslušal vremensko napoved po VHF-u, tako da je bilo tudi sporočeno, da bo tam nekje do 45 vozlov. Zdaj smo v Zavetje, tako da nam ni hudega. Pač pa okoli in okoli pada, tle je bilo par kapelj, saj malo spralo katamaran. Zunaj je pa kar pestro.
Danes smo sidrali na Tietu. Tole sidrišče pa boje imajo. Jaz sem si pa zdaj vzel čas, grem pa v svojo pisarno, kjer bom malo delal en vlog. Varno smo se vezali nazaj v marino. Zdaj pa ena nevihta, zgodaj zjutraj, tik preden odidem. Ostali so že šli včeraj zvečer. Še enkrat da pokažem, tole je ta kuhinjski del. Hladilnik 1, 2, 3. Ledomat. Tole je tak kopiček salon. Dovolj velik, z veliko prostora. Tole je ena od kabin. Velika okna, da je veliko svetlobe, pa recimo, ko ležiš, da lepo ven vidiš. Tam naprej še ena kabina, ki se pride čez to ta okno oziroma z zgornje strani. Na vsaki strani je po eno. Potem pa imamo tle eno kopalnico, WC. Tukaj imamo master, posteljo, ta je največja. Ista okna, se da vam videti. Pa še ena kopalnica, še en WC in pa tuš. Posla je zelo velika, tako da bomo dva spita. Evo prednost katamarana, pada dež, si na suhem, prostor imaš dovolj, tisto je za veter in vse. Gre pa ena nevihta čez, super za super tlago, z vsem, da takole. Edina sreča je, da sem v katamaranu, da sem na suhem, na jadrnicah jih kar pere.